Spoštovani, dovolite mi, da sam za področje pravosodja rečem nekaj besed. Zdaj, pravosodje zagotovo, kot vemo, je eden od stebrov, na katerih sloni država, in kot ste me že večkrat slišali, je ta steber eden tistih stebrov, ki deluje izjemno slabo. Zato mi dovolite, da izmed številnih nalog, ki smo si jih zadali na področju pravosodja, pravzaprav spregovorim nekaj besed le o 3 področjih. Prvo področje so sodni zaostanki, drugo področje je zagotovitev enotne sodne prakse in pa tretje področje, to je odvzem nezakonito pridobljenega premoženja. Kar se tiče prvega, to je odprava sodnih zaostankov, o tem govorimo že dolga leta, pa kljub temu Slovenija iz meseca v mesec, iz tedna v teden, tako rekoč, dobiva s strani Evropskega sodišča za človekove pravice odmerjene odškodnine zaradi sojenj v nerazumno dolgih rokih. Seveda bomo skušali, bomo najprej reformirali kazenski postopek kot tak, s sprejetjem zakona o kazenskem postopku in skušali odpravili sodno preiskavo in s tem zagotovili sojenje v rokih 6+3+3, kar pomeni 6 mesecev na prvi stopnji, 3 mesece na pritožbeni in pa 3 mesece pri izrednih pravnih sredstvih, odnosno na Vrhovnem sodišču. Drugo področje, ki je področje enotne sodne prakse. Vi imate danes poznamo situacijo, da sodišče na enem koncu države v določenem primeru odloči tako, drugo sodišče na drugem koncu države pa v identičnem primeru odloči popolnoma drugače. Tudi na področju delovnih sodišč so podobne situacije. Zdaj, kako to rešiti? Mi nameravamo to rešiti na način, da bomo ustvarili sistem precedenčnega sodnega sistema v okviru tega kontinentalnega sistema, ki ga pač imamo, tako da bomo poenotili sodno prakso tako kot sem seveda rekel. Tudi pritožbena sodišča, to so višja sodišča, danes pogosto vračajo stvari nazaj na prvo stopnjo, to bomo odpravili, tako da bodo višja sodišča odločila na tej stopnji in ne več vračala stvari nazaj na prvo stopnjo. Kar se tiče nezakonito pridobljenega premoženja, zakon velja v tem trenutku praktično že skoraj 2 leti. Pri toliko premoženja, ki je izginilo v tej državi na nezakonit način, imamo danes pred sodišči, ne boste verjeli, 3 postopke za odvzem premoženja 4 milijonov evrov. To je dobesedno nič, to je premalo in to področje nameravamo urediti tako, da bomo seveda je glavna odgovornost za tako stanje le na strani tistih, ki to izvajajo, to je tožilska organizacija, tudi nekateri drugi, ki jim pri tem pomagajo. In treba je reči to, da bo potrebno tukaj spremeniti zakon. V prvi fazi lahko rečemo to, da zakon je zdaj že v postopku spreminjanja, ker ga ta vladna koalicija spreminja, pa slišali smo lahko tožilce, da spet ne bo dovolj učinkovit. Skratka, spremeniti nameravamo zakon, tožilska organizacija pa seveda bo morala prevzeti odgovornost za to, da bodo postopki na tem področju stekli bistveno hitreje in pa seveda bistveno bolj učinkovito. Toliko, hvala.